Ki pa dobil, upam, da izbo pri na Hrvaškem. Ne, v Zrečah, Ja, jaz tudi, jaz sem rekel, včeraj sem prišel iz Hrvaške nazaj, zelo sem pa metrov dalje. Čak, včeraj si nazaj prišel, ne mogu biti v karanteni. Sem rekel včeraj, ne, dva tedna nazaj sem mislil. Malo sem zavežal. Se zgodi. Jaz moram biti sorry, Ostani zdrav. No. Živijo, sva Andraž in Davor Oj. iz Desvitek TV in danes bo imela en kratek video o aplikaciji Ostani zdrav. To je tista zelo slavna aplikacija zdaj že, ki naj bi pač pomagala pri zajezitvi epidemije COVID. Zdaj, zelo veliko se je o njej govorilo v medijih, pa v strokovni javnosti, češ da ne bi se z njo kršilo človekove pravice, pravico do zasebnosti, kako se bo s sledenjem, komu se bojo ti podatki pošiljali in jada. Aplikacija je prišla ven za Android telefone, mi da bo šla na hitro čez celotno aplikacijo, kako deluje in upava, da vam bo ta video všeč. Če vam bo, dajte ga prosim polajkati spodaj, naročite se na najin kanal, sledite nama pa tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa na TikToku. Nobenega joka na TikTok. Danes. Alright. Dajmo začeti. Dajmo. Ok, v ponedeljek 17. augusta je prišla ven za androidne uporabnike aplikacija. Že cajta nazaj. Že kar nekaj cajta. Aplikacija Ostani zdrav, ki naj bi pomagala pri zajezitvi širjenja virusa SARS-CoV-2. A.k.a. koronavirus. Tako, ki nam že od marca lepo ugreni življenje in kaže, da nam ga nekaj časa tudi če bo. Upajmo, da ne. In ker si za vzor zmeraj zelo radi vzamemo Nemce, smo si jih tudi to pot. In sicer zakaj? Zato, ker je ta aplikacija v bistvu prevedena različica nemške aplikacije za zajezitev koronavirusa. Je pa na voljo v 4 jezikih: slovenščina, madžarščina, italijanščina in pa angleščina. Če imate telefon naštiman v angleškem jeziku že prevzeto, potem se bo tudi aplikacija odprla prevzeta v angleškem jeziku. Zanimivo je pa tudi to, da je Android prehitel iOS pri lansiranju te aplikacije, ker ponavadi je ravno obraten, ponavadi se hitreje dela aplikacije za iOS. No, tokrat je bilo pač drugače, ampak mogoče tudi zaradi tega, ker je več uporabnikov na Androidu. Mogoče so šli na ta način. Precej verjetno, ja. Kar dost uporabnikov naj jo je vprašali, koliko mora biti star telefon, da še podpira to zadevo. In odgovor je, da je ta telefon lahko kar precej star, 5 let. Je dost, da ima naložen gor Android 6, ki ga velika večina od vas verjetno pozna pod izdelkom Marshmallow. In potem ne bi bilo problemov. Morate pa seveda imeti tudi slovenski Google uporabniški račun. Važno je torej samo, da imate Google račun, da lahko sploh zloadate aplikacije, tako kot vse ostale. Tako. Še ena zelo čudna podrobnost glede te aplikacije je, da pač če hočete na Play Storeu najdete kot prvi zadetek to slovensko aplikacijo, morate Ostani zdrav napisati skupaj. Ne posebej, ker če posebej napišete, potem bo prvi zadetek, mislim, da nemški, hrvaški, drugi nemški, šele tretji pa slovenski. Pa če zmeraj se najde, ampak samo to, da ne bo nesporazumov, pa da ne boste iskali, katera je ta prava aplikacija. To aplikacijo je na Play Storeu objavil NIJZ, pač ok, NIJZ malo se hoče promocije za njih narediti očitno ali ne vem kaj, več kot pa za Ministrstvo za zdravje. Pustimo detajle, Zdaj, aplikacija je sicer narejena tako, da je čim bolj enostavna za uporabo, da je pač vsak povprečen uporabnik uporablja brez težav. Je pa res, da vas že kuj na začetku, ko jo inštalirate, dobesedno bombardira z enim kupom teksta o pravni podlagi za zbiranje osebnih podatkov. Pa kako ravnati recimo, če imate pozitiven test na COVID.
pa kako deluje, pa bla, 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 bla. Je pa pač to cena tega, da se poskuša aplikacijo narediti čim bolj transparentno, čim bolj v skladu z GDPR, to se pravi z uredbo o varovanju osebnih podatkov, kar je v končni fazi tudi prav, glede na tega, da je bilo toliko ene polemike okoli tega, kako bo, če bo v skladu s tem in onim, in je prav, da se jo naredi urek. GDPR je pa zdaj zelo pomemben v Evropski uniji. Treba je za delovanje aplikacije tudi nekaj dovoljenj potrditi, naprimer za prednostno delovanje, da vam jo sistem ne bo zaprl, ko bo delovala v ozadju, pa za beleženje izpostavljenosti stikov in pa za pošiljanje obvestil. Vse te parametre pa lahko kadarkoli izklopite oziroma vklopite v nastavitvah. Ja, in kako zdaj ta čudna stvar sploh deluje? Kako? Naročite se na najin kanal in mogoče boste izvedeli v naslednjem videu. Hvala za ogled. Čau. Čau. Ne boste izvedeli v naslednjem videu. Se pa prosim naročite na najin kanal. To pa zmeraj lahko. Ceno je to. Ok, za začetek. Uporablja se Bluetooth povezavo. Vse skupaj lepo deluje v ozadju in ne uporablja geolokacijskih podatkov. Čeprav ob nastavljanju povpraša o njih. Ampak deluje na malo drugačen princip, to se pravi, jih ne uporablja. Zdaj, ko se telefona dveh uporabnikov srečata oziroma prideta na razdaljo manj kot metra pa pol za 5, 10 ali pa 15 minut. Videl sem malo preblizu po moje. Ok, pojď stran, sorry. Ja. In če gre za tak stik, kjer bi lahko prišlo do prenosa koronavirusa, se ustvari koda. Ta koda je naključna in ima status nekaj, kar se reče psevdonimiziranega osebnega podatka. Po domače rečen, ne more se odkriti njenega izvora oziroma na koga točno se ta podatek nanaša. Telefona si te dve kodi izmenjata, pa shranita za 14 dni, se pa odvisno glede na stopnjo tveganja, na to se postopa in zaenkrat so predvidene 3 stopnje tveganja. Če boste pozitivni na testu za COVID-19, boste od NIJZ dobili to kodo, ki jo boste lahko, poudarek je na lahko, ni obvezno, ni nujno, vnesli v aplikacijo in ta bo poslala vse kode tega uporabnika na ta glavni strežnik, ki bo imetnikom kod, ki so bili v stiku z okuženim, poslal obvestilo, da so bili v stiku sploh s tem nekom, ki je okužen. Drugače pa app nima dostopa do vašega telefonskega imenika, nima dostopa do drugih stikov, tako da ni načeloma možnosti, da bi izvedeli vašo identiteto oziroma identiteto drugih. Upava, da so vsaj v tem primeru majčkeno pomirila vas. Ja, zdaj pri tem je treba poudariti, da je ta aplikacija zaenkrat samo orodje, ki ne bi pomagalo pri boju proti koronavirusu in da dejansko sploh še ne deluje pri polni moči. Zakaj? Ker je pač še ni preneslo zadosti ljudi. Zdaj, v času snemanja tega videa, ki ga gledate, jo je preneslo 42.500 ljudi. Ja, okoli. Kar je malo več kot 2% nad celotne slovenske populacije. Da bi pa to res učinkovito delovalo, bi pa mogli biti tam okoli 60% ljudi bi jo mogli prenesti. Vse je več, kot sem mislil. Ja, še zmeraj, ja. Zdaj, verjetno zato, ker pač ta zadeva ni obvezna za vse. Najbolj bi delovala, če bi jo prenesli skoraj vsi. Pa še ena fora je tukaj, razdalja 1,5 metra je pač 20 minutes later. Telefon ne ve, da so lahko vmes fizične ovire na tej razdalji. A ne, recimo, če si predstavljamo v bloku, sta si dve osebi lahko blizu, ampak je vmes stena in telefon tega ne zazna, misli, da sta bile pač v stiku za dlje časa in se te kodi lahko ustvarita, ampak ni tukaj riziko praktično. Še vse je pa pač taka smešna zadeva, ki jo telefon ne more prepoznati, prepozna pa samo lahko, da sta bili dve osebi na manj kot 1,5 metra za dlje časa. Ja, tako je, ker je malo hiba. Zdaj, ko smo že pri obveznosti uporabe te aplikacije, vlada je v izjavi za javnost zatrdila, da ne izključuje možnosti, da bo nekoč neka podobna aplikacija za sledenje ratala obvezna. Ja, zanimivo pa bo videti, kako bodo obravnavali tiste, ki nimajo oziroma sploh nočejo imeti
najnovejših pametnih telefonov, že samo zaradi tega, da jim ne bi nihče sledil. Na tej aplikaciji se že zelo orang dela, ne vemo, če in kdaj sploh bo prišla ven pa ugledala luč tega belega dne. Bo pa sigurno v takem primeru treba spremeniti zakonodajo, ker trenutno ni pravne podlage, ki bi to omogočala, da je pač taka aplikacija obvezna za vse uporabnike. To je pa izpostavila tudi informacijska pooblaščenka. Tako da bo jesen še vroča, in prihodnji meseci tudi, ker bo se verjetno veliko o tem govoril, upava pa, da so midva vsaj malo vas razsvetlila glede te aplikacije. Ja, pa da vam je bil video všeč, tako da prosim, če vam je bil, všečkajte. Zdaj upava, da boste ostali zdravi. Ostanite zdravi. Brez covida. Tako je. In se vidimo v naslednjem videu. Ostanite zdravi. Čau!